Tako, z menoj pa je že tukajle, tako imenovana cedarwood. Velikokrat bomo rekli, da je to cedra, velikokrat bomo rekli, da je to virginijska cedra, pravzaprav gre pa za virginijski brin, če smo čisto natančni, in je taka zelo krasna lesna mešanica, ki jo sicer poznamo zagotovo že iz Serenity mešanice, kar veliko pove o njej, ne, da je krasna za umirjanje, da je krasna za podporo, za boljši spanec. Odlična, ampak res odlična je tudi v negi za kožo, tako da če nimate recimo frankincense, jo lahko izrabite za podobne učinke, predvsem pa je veliko ugodnejša, tako da iz tega vidika veliko nas tudi obožuje. Obožujemo pa jo ravno tako ali v difuzorju ali rečeno, tudi ko jo uporabljamo pri nelagodjih dihal. Tako da vsekakor nekaj, kar se pogosto tudi znajde v difuzorju, sploh če delate tudi mešanice, kjer si želite med spodnjimi notami nekaj lesnega, pa ne veste, katero olje oziroma s čim bi pričeli poleg frankincense, tako da zagotovo je to cedra. Povem vam, da se odlično ujame v difuzorju z pomarančo in z ostalimi eteričnimi olji citrusov, predvsem pa tudi krasno stopi v družbo, ko uporabljamo kakšne sivko, torej cvetnice oziroma cvetna eterična olja. Ko jo uporabljam na koži, moja sestra jo obožuje in jo res dodaja praktično v svojo kremo, lahko jo dodate tudi v svoj čistilec. Deluje čistilno, pomaga tonirati samo kožo, pomaga tudi pri manjšem izgledu por, pomaga pri bolj čisti koži oziroma pri bolj vidno zdravem izgledu kože, tudi ko je ta problematična, tako da se mi zdi zagotovo omembe vredno ravno tudi zaradi tega dela. Lahko si jo pripravimo tudi v različnih mešanicah, lahko si pogledate moj video, kako mešati eterično olje, in med spodnjimi notami zagotovo lahko umestite velikokrat ravno cedro, ker je pač krasna lesna stvar. Si lahko pripravite rulonček za parfum, za podporo čustvom, podporo dihalom. Lahko si pa pripravite tudi recimo, jaz res obožujem, se veste, obrazne serume, o katerih sem tudi že kar na široko spregovorila, tudi v svoji delavnici, ki jo lahko najdete. Predvsem pa sem vam želela danes še spregovoriti o cedri, mogoče malo bolj na širši način, ker aroma tega eteričnega olja ima prijeten lesni vonj in ta blagodejno res vpliva na počutje in vrača eno tako vitalnost. In v aromaterapiji s pomočjo recimo difuzorja ali pa neke inhalacije lahko z njo tudi, tako kot smo rekli, čistimo prostor in vzdržujemo proste dihalne poti. Medtem ko topično, kot smo videli, pa krasno vpliva na kožo, jo čisti in ohranja zdravo. Masažna terapija, če boste kaj dodajali tudi Deep Blueju, pa malo pomiri, sprošča dušo in duha, ampak glavna stvar, o čemer sem želela spregovoriti, pa je razpoloženje. Cedra oziroma virginijski brin velja za olje družabnosti, združuje, pomaga nakazati moč in vrednost eni skupini, skupnosti. In cedra pomaga, da ljudje, ki imajo mogoče izzive z navezovanjem stikov, lažje vstopajo tudi v različne družbene skupine. Sploh se mi zdi, da v tem času imamo še vsi toliko bolj razvit močen občutek individualnosti, samostojnosti in si mogoče ne želimo preveč stikov in podpore strani mogoče družine, mogoče prijateljev, ljudi, ki zaupajo, pa se zanašajo bolj kot ne na samega sebe. Tako da po drugi strani pa se težnja ne pojavlja nujno le pri teh, ki ne poženejo toliko družbenih korenin, ampak lahko cedro uporabijo tudi tisti, ki se čutijo odtujeni, malo grobo rečeno razvezani od sočloveka, od družine, ker daje navdih, daje občutek pripadnosti, pomaga, da se srce odpre in sprejme ljubezen in neko podporo sočloveka, ne. Tako da pomaga, da individualisti s pomočjo volje lahko podelijo, omehčajo svojo individualnost z drugimi soljudmi, in pomaga, da vidimo, da nismo sami, da je življenje deljena izkušnja, da se nam odpira zavednost, da je podporni sistem skupnosti, dosegljiv tudi za njih, strani družine, prijateljev, čeprav so mogoče to prej spregledali. Tako da povabi posameznika, da deli pa sprejema in izkusi moč skupine, sreče v odnosu, pomaga pri težavah v navezovanju stikov s soljudmi, prežene občutke osamljenosti, občutke nepovezanosti ali pa ločitve od družine, in pomaga tudi pri nedružabnosti. Skratka, res spodbuja povezovanje z ljudmi in socialnih vezi, sosedskosti, veselja,
na splošno odnose v vseh oblikah. Tako da vsekakor širša tema, o kateri sem želela spregovoriti, čeprav vsako eterično olje prinaša veliko tudi čustvene podpore, da cedro tokrat predstavim in da jo spoznate tudi v tej luči. Tako da vsekakor olje, ki ne sme manjkati na naši eterični polički.